Drage obiskovalke in dragi obiskovalci, lepo pozdravljeni v naši knjigarni na literarni matineji, kjer bomo danes spregovorili o zahrbtni bolezni našega časa, anoreksiji. Zagotovo je vsak izmed vas že slišal za to motnjo hranjenja. Prepričana sem, da si večina ne zna niti predstavljati, kaj pomeni doživeti pekel te bolezni, se tako od blizu srečati s krhkostjo življenja in zreti v oči brezupu. Pred kratkim je pri naši založbi izšla knjiga dnevniških zapisov Absolutno preveč, avtorice Neje Kobal. Pred približno 3 leti pa pesniška zbirka Sestradana izpod peresa Polone Rodič. Veliko čast mi je, da sta danes obe avtorici z nami v naši družbi. Neja, pozdravljeni. Polona, lep pozdrav in hvala obema za udeležbo. K današnjemu omizju pa smo povabili tudi strokovnjakinjo s področja motenj hranjenja, specialistko otroške in mladostniške psihiatrije, doktorico Ano Mirkovič. Tudi vi prav lepo pozdravljeni, dobrodošli. Neja, začela bi kar z vami. Najprej vam čestitam ob izidu knjige, ki je že naletela na kar nekaj pozitivnih odzivov. Vašo zgodbo oziroma bolje rečeno vašo knjigo poznam praktično na pamet. Naši obiskovalci je pa najbrž večinoma še niso prebrali, tako da bi vas prosila, da nam svojo zgodbo na kratko orišete, kako se je vse skupaj začelo, kakšna je vaša zgodba. Hvala. Ja, v bistvu vse se je začelo Če se prav spomnim, to je bilo že zdaj, več kot 4 leta nazaj. Bili ste še v osnovni šoli, je tako? Mogoče damo besedo Poloni. En intervju sem poslušala z vami, pa tudi okvirno poznam vašo zgodbo. Bi vas pa vseeno prosila, če nam malo poveste, kako se je pa pri vas to začelo. Hvala. Ja, pri meni se je začelo pravzaprav šele ob koncu osnovne šole oziroma v začetku srednje šole. Moram pa reči, da se je bolezen razvijala zelo počasi. Postopoma sem hujšala, nisem si bila všeč, nekaj stiske, ki so bile v meni, sem izražala s tem, da sem hujšala. Potem leta 2015, pri 17 letih, sem pa potem dejansko bila hospitalizirana zaradi podhranjenosti. Potem sem bila v bolnici 3 mesece, zdravljenje pa potem se nadaljevalo na večletni psihoterapiji. Pa moram reči, da ne vem, traja več let od vseh začetkov, teh zametkov, pa potem do nekega hudega padca in potem zdravljenje, ki pa tudi poteka zelo tako ne naravnost navzgor, ampak s padci in vzponi. Tako da ja, leta 2020 sem pa izdala knjigo in moram reči, da danes je o tem anoreksiji govoriti kar precej težko, zato ker je že toliko časa za mano. Zdaj bi pa prosila še vas, doktorica Mirkovič, vi se vsak dan srečujete z dekleti, najbrž tudi, mora biti tudi fanti, ki imajo zgodbo, ki je podobna Polonini, Enejini. V kolikšni meri so si te zgodbe podobne, se ponavadi začne na isti način, torej morda samo z neko željo po bolj zdravem življenju, po lepi postavi in potem preraste v nekaj več. Kakšen je ta potek na začetku? Začne se... Začne se v bistvu tako, kot je mogoče Polona začela, počasi se nekako priplazi pri nekomu in takrat, kadar so težave vidne navzven, pomeni, da je bolezen že polno razvita.
In dostikrat je mogoče kakšna stvar, kot je, ne vem, želja po spremembi telesa ali pa da preberemo nekaj v časopisu ali pa da slišimo nek komentar, ponovadi samo kaplja čez rob, nekaj, kar osebo potisne, zato da dejansko potem začne hujšati. In te zgodbe, če pa ne rada rečem, da so si podobne, ker je vsaka zase svoja zgodba, vsaka ima svoje neke začetke, zametke, ampak so si pa okrogom pa vseeno nekako podobne v tem, da se pojavi motnja hranjenja, anoreksija kot neka potencialna, zelo nekonstruktivna rešitev na težave, ki se takrat dogajajo, kakšne čustvene težave in se javi anoreksija kot nekaj, kar posameznik takrat, kad je v stiski, si misli, če bom pa hujšal, če bom spremenil način prehranjevanja, pa se bom boljš počutil, se bodo stvari začele, ko bi rekel, obračati na boljš, ampak je to potem samo, ko bi rekel, na dolgoročno ena nekonstruktivna rešitev, ko vodi v bistvu samo pešanje človeka, umik socialni, čustveni, telesni, in v bistvu samo osebo nekako na dolgi rok, ko bi rekel, peša, propada v resnici. Hvala lepa. Mogoče, ko smo ravno pri začetkih, običajno opažam, ko berem te knjige, se začne tudi z nekim notranjim nemirom. Ko sem brala vaš dnevnik, se mi zdi, kot da bi bila na neki točki začutila tudi v vašem pisanju ta notranji nemir. Bi bili mogoče pripravljeni nam prebrati ta odlomek, ker se mi zdi, da se to pravite zelo močne, udarne besede, ki so zdaj tudi v naslovu, absolutno in preveč. Hvala lepa. Hvala. Petek, 5. januar 2018. Danes je moj resni dan, 13. Tega dne sem se zelo veselila. Skoraj da sem odštevala sekunde, ki me še ločijo do njega. Odločila sem se, da ne bom priredila velike zabave, temveč samo nekaj za Zojo in Niko, ki mi pomenita ogromno. Skupaj smo šle po mestu, zavile v restauracijo in si privoščile pico. Oni dve sta si naročili sok, jaz pa vodo. Sokov in sladkanih pijač nočem piti, ker vem, da je v njih veliko sladkorja in bi se lahko preveč zredile. Naročili smo veliko družinsko pico, ki smo jo skoraj celo pojedli. Kar je ostalo, sem odnesla domov. Sama sem vzela le 2 ali 3 koščke. Zakaj več nimam poguma? Sram me je vzeti hrano s krožnika. Bojim se, da bi bilo karkoli narobe. Ko smo pojedle, smo šle v drug lokal, v slaščičarno. Obe sta si naročili tortico in vročo čokolado, jaz nisem nič. Že tako sem pojedla preveč pice, absolutno preveč. Pojesti ne bi smela niti enega koščka. S tem nisem nič dosegla, v bistvu sem se le poslabšala. Zredila sem se, sovražim to. Sedaj moram bolj patiti na svojo prehrano. Najlepša hvala. Mislim, da vaš dnevnik govori že sam zase. Vseeno pa bi vas vprašala, je šlo tu, ko gledate nazaj, za nek proces, ali ste v neki določeni točki opazili to spremembo? Jaz bi rekla, da vedno je neka točka, kar nekaj sproži, da se pač stanje pol hitreje odvija. Recimo pri meni je bila ta točka tudi, kadar sem prvič zgubila kilogram ali 2 in takrat sem v sebi čutila ponos. Bila sem ful hvaležna, ne hvaležna, v bistvu sem bila ful ponosna za to, da mi je nekaj v življenju ratalo, da sem lahko izgubila tistih par kilogramov, da sem v neki stvari zares dobra. Ampak drugače je pa tu bolj proces, ker negativna samopodoba in slabo mnenje o sebi sem imela jaz pa že veliko časa prej.
Hvala lepa. Polona, prebrala sem vašo pesniško zbirko in iz vaše poezije vsaj sama razberem, da ste tudi vi v obdobju tega notranjega nemira pisali dnevnik, še preden ste zapisali vse te pesmi. O pesmi, kjer ga omenjate, govorite tudi o samih začetkih bolezni in ta pesem je tudi nekakšen uvod v vašo zbirko. Meni se je zdela izjemno presunljiva in boleče iskrena, pa bi vas prosila, ker se mi zdi, da govori sama zase, bi vas prosila, da jo preberete. Saj sem bila stara komaj 14, pičlih 14. Še zdaj se spominjam tistih raztrganih, pa počečkanih, pa razžrtih listov dnevnika. Pa teh besed, umri, grda sem, ni smisla. Pa cifer, cifre, cifre, cifre. Kar narekovale so mi življenje, obroke, nasmehe, predvsem solze. Enkrat sem v kopalnici na ledenem podu tresoč stiskala kolena k sebi in jih nisem želela izpustiti in vroče solze so mi tekle vse povprek. Takrat le solze. In sem prosila Boga, naj me že vzame k sebi, ker se sovražim, ker ne razumem te nepopisne žalosti, pa obupa, pa praznine. In potem se zaradi tega še kaznujem. Itak. Pa se je začelo. Ana, pa jaz. Sestradena. Hvala lepa. Zdi se mi, da s to pesmijo že tako na začetku zadanete v živo, da bralec ob njej zasluti to veliko stisko. Pa bi še vas vprašala, je bil tudi pri vas nek proces ali je kakšna točka preobrata v narekovajih? Jaz pri zdravljenju ne gledam tu na neke točke. Se mi zdi, da pri meni ni bilo nobene ključne točke, da sem se odločila pozdraviti. Gre za proces, kot je omenila, ne? Tako kot anoreksija se pri tebi začenja, se tudi potem poslavlja na nek način. In pri meni so bile točke, mogoče vsak dan je bila ena drobna točka, ki me je opomnila na to, da želim živeti. Pride obdobje, ko bi vse rad izpustil, ko bi rad obupal in zaključil in zdravljenje in tudi življenje, ampak potem so pa toliko pomembnejša, toliko močnejša tista obdobja, ko dobiš vse tisto, ne vem, neko moč, neko željo po življenju in tistega se oklepaš. In tega je potem vedno več. Mene je na to so me opominjale osebe, ki sem jih imela okrog sebe, predvsem družina, potem prijatelji, neke izkušnje, s čimer se potem polniš vsak dan znova in večkrat imaš teh lepih življenjskih izkušenj, več te to opominja na to, kdo zares si. In potem enkrat prideš v stik s tem, kdo si in takrat, ne vem, takrat bolezen ni več potrebna. Zdaj ste tako lepo opisali to notranje doživljanje. Je pa morda to vseeno okolici staršem skrito, ne? In predstavljam si, da takrat o tem kot posameznik v stiski težko spregovoriš. Mogoče pa bi prosila vas, doktorica Mirkovič, kot starši, kako opazimo, da gre pri otroku za tovrstno stisko, ali pa tudi kot prijatelji, kot okolica, kdaj je tist, če lahko rečemo, narekovajih alarm? Ker je to ena taka zahrbtna bolezen, ki v bistvu osebe, ki za njo zbolijo, znajo potem to zelo dobro skrivati, te simptome, znake, glih s tem namenom, ker vejo, če bo nekdo opazil, da se jih bo potem probali siliti, da tega se ne počne in tako jih probajo se seveda iz dobre namere spodbujati. Ampak starši so v bistvu tisti, ki vsak dan vidijo svoje otroke, in kakšne spremembe, veliko ljudi proba narekovaj zdravo živeti, pa spreminjati kakšne navade, ampak kako to pripelje do umika stran od mize, da nekdo je posebej, da vidimo, da telesno peša,
takrat, ko v bistvu izgine nasmeh, ki je bil prej prisoten, sproščen, ne govorim seveda, nismo vsi vsak dan nasmejani, ampak ko izgine ena taka sproščenost, ko pride ena taka razdražljivost, da lahko en navaden obrok ali pa en grižljaj obroka povzroči kreganje v celi hiši. To so take stvari, ki se mi zdi, so alarmi za starše in potem sami vidijo, da nekaj ni okej. Je pa tudi to, se mi zdi, tako kot je pri osebah z anoreksijo, sam proces nastajanja in zdravljenja je tudi pri starših, se mi zdi mogoče samo malo z zamikom. Dosti staršev, ki pridejo do nas, imajo potem občutek krivde, da tega niso prej prepoznali, ampak tudi to je za njih proces, da nekako sami pri sebi ugotovijo, si priznajo, da ima otrok, mladostnik, da ima težave. Ampak dostikrat imajo kakšne občutke krivde, ampak oni so potem seveda ključni pri tem, da prepoznajo pa da pomagajo oziroma so v oporo. Hvala lepa, ja. Mogoče spregovorimo še malo o tako narekovajih rečeno sobivanju s to motnjo hranjenja. Prebrala sem kar nekaj knjig oziroma pričevanj deklet, ki so prebolele anoreksijo in opisujejo lastno izkušnjo. In sem opazila, da veliko deklet tej motnji da ime. Recimo, vi, Eneja, ste v svoji knjigi poimenovali anoreksijo pošast z veliko začetnico. Kasneje ste ji to začetnico odvzeli. Zdi se mi, da gre za nekakšno simbolično dejanje. Kako pa ste prišli do tega imena? Kaj je za vas pomenilo sobivanje s pošastjo in zakaj pravzaprav dati ime? Začetki je bila pošast z veliko začetnico, proti koncu knjige pa sem vzela začetnico, veliko začetnico, ker sem želela s tem pokazati, da nima več take moči v meni in da v bistvu gre anoreksija proč od mene. Jaz sem anoreksijo poimenovala pošast, zato ker sem se lažje sem si predstavljala ta notranji glas, ko sem ga slišala. In ta glas, ko sem ga imela, me je ful bremenil in da sem si predstavljala, da je to neka oseba, mi je bilo pol lažje. Recimo, kadar sem imela te močne stiske, sem večkrat rekla, da ne gre stran od mene, pač pošast. Ker jaz sem si predstavljala, da je to neka dodatna oseba znotraj mene. Tudi pri vas, v vaši poeziji Polona, sem opazila, da ste anoreksijo poimenovali, in sicer kar Ana. To smo opazila že v nekaterih drugih pričevanjih. Je to nekakšno ustaljeno ime, ki se uporablja? Ja, pravzaprav je. Ana je na nek način ena okrajšava za anoreksijo, je pa to znano predvsem med osebami, ki so imele oziroma imajo anoreksijo, tako kot je za bulimijo, recimo Mija in tako dalje. Meni osebno je poimenovanje bolezni anoreksije pomagalo zato, ker sem s tem vzpostavila eno distanco. Ne glede na to, katera bolezen je, katera vrsta motenj hranjenja je pomembno, da vzpostavimo distanco med tem, kaj je bolezen in kaj sem jaz, ker mnogokrat se preveč poistovetimo s tem, kar je v nas samih, da pozabimo, kdo pa smo mi zares, kdo smo bili pred to boleznijo in kdo smo zdaj, ko smo se pozdravili in kdo smo tudi v obdobju, ko se zdravimo. In meni je ravno pisanje oziroma mi še vedno pomaga v smislu, da vzpostavljam distanco do vsega tega in do čustev, ki se pojavljajo v meni, da rečem, pišem zdaj o tem, kar doživljam, ampak to nisem jaz, pišem o bolezni, ampak to nisem bila jaz. In ja, Ana je na nek način tudi pokazatelj, kaj je anoreksija, da je to nek glas,
ni sicer nek prisluh ali pa karkoli, ampak je v tebi, ki ni tvoj glas, a ne. Tako da neka ločnica med tem, kdo sem jaz in kaj je bolezen. Zdi se mi, da to tudi zelo dobro izrazite v eni izmed pesmi. Ni samo anoreksija, ste jo naslovili, če lahko tako rečem. Bi nam prosim prebrali še to. Ni samo anoreksija, je nasmeh na ustih, so demoni v glavi, je živeti dan za dnem le z energijo v kavi. Je bolezen, ki ti laže, da je to življenjski stil. Je zdravnik, ki ti za glavo predpisuje kup zdravil. Ni samo anoreksija, ni samo zboleti. Je prijateljica, ki počasi ti pomaga umreti. Je želeti ozdraveti, bom, samo še 1 kilo. In oboževati hrano, a izbrati cukor v žilo. Res ne vem, če le bolezen v prsih stiska in tesni, kajti to v meni, to tako zelo boli. Ni le neka diagnoza na papirju izbrana. Glas ima in vidim jo in njeno ime je Ana. Hvala lepa za tako iskreno poezijo. Vaše pesmi so vse tako nekako res presoljive. Sploh si ne znamo predstavljati, kaj vse osebe, ki ste šle skozi to, kaj vse ste doživele. Mogoče bo sedaj nek tak preskok med tem čustvenim miselnim svetom, ki ste ga opisali, in tem, kar bom vprašala vas, mogoče samo zato, da si ljudje lažje znajo predstavljati, kako pravzaprav potem, ko enkrat oseba s tovrstnimi težavami pride v bolnišnico, kako je obravnavana, da si tudi obiskovalci lažje predstavljajo, če morda poznajo koga v tovrstni stiski, kako poteka zdravljenje, to vse sodeluje v njem. Pri otrocih, mladostnikih najprej starši seveda, ko ugotovijo, da se nekaj dogaja, da pristopijo do svojega pediatra. Zdaj pa odvisno potem od same, ko bi rekla, koliko hudo je, odvisno od tega se potem tudi pediater odloči, če je oseba, ki ima anoreksijo, že toliko telesno izčrpana, potem se seveda se pogledajo še laboratoriji, krvi, take stvari. In če je to huda podhranjenost, dostikrat se tudi direktno napoti v bolnico, če pa so recimo, če se mogoče prej kaj ugotovi, je pa lahko se tudi pomaga najprej z eno psihološko podporo, kot ste zdajle slišali, vedno se začne z nekimi čustvenimi težavami, bolj kot telesno lahko nekomu pomagamo z nekim svetovanjem in nekako prehrani, spodbuditi pri prehrani, ker telesna prehranjenost je tudi v bistvu predpogoj, da nekdo lažje razmišlja, tudi sodeluje potem v psihoterapiji. Če pa so stvari tako hude, pa pride takoj do bolnišničnega zdravljenja, pa to seveda, ko bi rekla, zadnja odločitev, ki jo sprejmemo. Vedno se najprej poskusi ambulantno, vedno se najprej poskusi v domačem okolju, ker oseba seveda ne živi v bolnici, živi doma in vedno poskusimo doma nekako spodbudo staršev, delamo predvsem starši in okolico, šolo ali pa če oseba tudi kaj trenira, probamo vse nekako vključiti, da oseba vidi, da vsi enako govorimo, da ima spodbudo, da smo vsi zaskrbljeni, ker to je ena bolezen, ki vzame predvsem eno kritičnost do tega, kaj se z njim dogaja, in če vidi, da vsi enako govorijo, začnejo dvomiti o Ani, o anoreksiji, ki v bistvu je kot ena prijateljica s figo v žepu, obljublja zelo veliko, obljublja, kako se bo nekdo boljš počutil, kako ti bo svet z dlani jedel, če bomo poslušali to bolezen, ampak na koncu dneva ima same slabe namene, samo v bistvu krade nam identiteto in to je v bistvu tisto, kar nas precej skrbi, zakaj smo toliko hitro odreagiramo pri otrocih, mladostnikih, ker v najstništvu se osebe razvijajo svojo identiteto. In zelo nevarno je, da se takrat, ko se osebe iščejo, in to tudi je odraz neke čustvene stiske anoreksija, da se anoreksija tja naseli, da ne pride do kronifikacije, da ni to ena potem
bolezen, ki dlje časa traja, kar se lahko tudi sicer v redkih primerih, ampak se lahko tudi zgodi. Ampak tako mogoče na kratko, če pediater presodi, da ima družina še vajeti v rokah, lahko z neko psihološko podporo uredijo ali pa ambulantno skupaj s pedopsihiatrom. Če so pa stvari ušle izpod nadzora in je oseba res že v bistvu ogroža samo sebe, telesno, potem se pa lahko tudi poslužujemo bolnišnične pomoči. No, torej gre za res zelo kompleksen pristop k zdravljenju, o katerem tudi vi, Neja, zelo odkrito pišete v svoji knjigi. Na več mestih pa omenjate tudi podporo družine, prijateljev in živali, zlasti vašega ljubljenega psa Tesa, ne? Pa me zanima, kakšno mesto so imeli vsi ti v procesu zdravljenja? Kakšno vlogo? Ja, živali so zame vsekakor imele ful terapevtskega učinka. Predvsem zaradi tega, ker sem bila zraven mojega psa Tesa, pač lahko sem jokala, lahko sem crtala, božala, pač on je bil zraven mene in jaz sem imela občutek, da me razume. In pač me je hkrati kljub vsem tistim glasovom, ker sem jih čutila in jezi, ker sem jo imela v sebi, sem se počutila nekako umirjeno in ja, ta misel, da me je moj pes pač pomiril, mi je pač pomenilo ogromno. In ja, tudi podpora družine in prijateljev je vsekakor zelo pomembna. In ja. Pravzaprav najbrž ključna, ne? Kot nekako tak občutek imam tako kot pri vašem dnevniku, prav tako pri vaši poeziji Polona. Velikrat v več pesmih omenjate vse te osebe, ki so vam stale ob strani. Tudi tukaj, pri tem vprašanju se mi zdi, da lahko skoraj da odgovorite s to pesmijo, ki ste jo sami predlagali. Mislim, da sem videla Boga, pa mogoče potem izhajate iz nje. Mislim, da sem videla Boga. Medicinska sestra me je vsako noč rešila in mi dajala glukozo in me silila v zdravila. Mislim, da sem videla Boga. Vsak dan v bolnico s kolesom k meni mama, kot otroku dala hrano in bila za solze rama. Mislim, da sem videla Boga. Ni ga v zlatu, ne v papirju, sploh ne vem, če kje prebiva. Videla sem ga v tistih, ki so vztrajali, da ostanem živa. Mislim, ja, ta pesem je zame zelo pomembna ravno zaradi tega, ker me opominja na to, kdo je zares ostal takrat, ko sem bila bolna. Se mi zdi, v največjih preizkušnjah res poznaš, katere osebe bodo ostale s tabo do konca. Ne bo to družina, pa tudi neki bližnji prijatelji, ki so mi stali ob strani in me niso obsojali, so sprejemali vse moje boje in so sprejemali tudi anoreksijo samo, ker velikokrat, kakor je bilo že omenjeno, anoreksija govori s tebe, ampak to nisi ti. In se mi zdi, da šele čez čas in s pisanjem te knjige in tudi danes, na to gledam vedno z večjo hvaležnostjo in zavedanjem, da jim ni bilo lahko. Se mi zdi, velikokrat se pogovarjamo samo o tem, kako je bilo pa meni, kako sem se jaz počutila, ampak pozabimo pa to, da je anoreksija bolezen vse družine in da so velikokrat take hudo stisko, kot sem jo doživljala jaz, doživljali tudi moji domači. Tako da
danes imam sicer ogromno hvaležnosti za to in pa hkrati to zavedanje, da je bilo težko, ampak da smo stopili skupaj in smo prišli skupaj iz tega in smo se vsi skupaj pozdravili, ne samo jaz. Se sploh brez opore domačih, bližnjih prijateljev sploh da prebroditi to bolezen? Zelo težko. Mi se v bistvu tudi pri otrocih, mladostnikih delamo, sploh na začetku, ko je neka huda podhranjenost in je oseba zelo nekritična, naslanjamo predvsem in delamo veliko s starši, ker vemo, koliko to, kot je Polona omenila, to je eno veliko breme tudi za starši, je v bistvu zelo naporno, potrebno je veliko enega potrpežljivosti, sploh zaradi tega, ker v procesu zdravljenja se bolezen tudi, kako bi rekla, brani pomoči. In potem je lahko oseba tudi drugačna, kot je sicer. To niso oni sami. Mi probamo potem reči, da ne delajo tega za nalašč te osebe, ampak to je samo odraz stiske, odraz bolezni, ki se bori, da bi izginila. In tukaj bolj veliko delamo starši na razumevanju in dostikrat se počutijo tudi sami, oni v tem, da tudi mogoče jih okolica ne razume in šele pol, ko pridejo nekako iz tega, lahko tudi oni sami pogledajo za nazaj in vidijo, kaj vse jim je uspelo in to kot ena, mogoče bomo temu rekli, kot traumatska izkušnja, ki morajo tudi oni sami predelati in je zelo, v resnici zelo težko in probamo jim nekako tudi povedati, da če se oseba bori, naj ostanejo mirni, odločni, da se ne pustijo zamajati, da to kvečemo samo preizkušnja oseb z motnjo hranjenja, ali bodo osebe ostale z njimi v najhujšem. In ko vidijo, to je ena velika opora, ko nekdo vidi tudi, ko so v najslabši koži, da nekdo stoji za njimi, ne glede na to in da so mirni, se pravi, to je v teh osebah ena velika nesigurnost, kaj bo z mano, kaj sem jaz brez motnje hranjenja, kdo sem sploh na splošno in eno veliko iskanje. In če imajo nekoga, ki ob vsem tem razburkanem morju ostaja miren, odločen in vejo, da bo tam za njih stal, je to ena velika dodana vrednost zdravljenja. Torej, v procesu zdravljenja nudite oporo tudi staršem, da vejo, na koga se obrniti, morda tudi sami poiščejo terapevta za oporo? Kdaj tudi, če se to izkaže, to so kar velike stiske so za tem in kakšni starši tudi sami poiščejo oporo psihološko, kdaj tudi mogoče psihiatrično, če je to vse za njih preveč, kar ni v bistvu nič hudega, kvečemu smo mi veseli, da iščemo, da krepimo to mrežo pomoči okrog mladostnika, kot je bilo rečeno, to ni samo bolezen posameznika, ampak zavzame vse. In če si te osebe še dodatno poiščejo pomoč, smo še toliko bolj hvaležni, ko vemo, da bomo to lažje izpeljali. Zdaj smo govorili predvsem o podpori družine, živali. Me pa zanima, kako ste vidve doživljali pisanje, ali je imelo za vaju že takrat neko terapevtsko vrednost? Mogoče ne. Ja, pisanje je imelo zame veliko terapevtsko vrednost. Še zdaj ima, še zdaj, kadar mi je težko. Vzamem dnevnik in samo pišem stvari, ki me težijo na duši. Se mi zdi, da papir lahko prenese vse. Doda vse misli, občutke, lahko na papir, meni takrat pomenilo ogromno in še zdaj mi. Ker včasih se znotraj tebe dogaja toliko nekih stvari, ker jih ne zmoreš predelati. In če jih daš na papir, se nekako se ti te občutki ne li izbriše, ampak se ti počutiš olajšano. Vse je tako bilo pri meni. Ja, torej ima res kar veliko terapevtsko vrednost. Se mogoče doktorica Mirković prav spodbuja pisanje dnevnika v tem procesu zdravljenja?
kakšnih že vemo, vedno tako vprašamo o nekih prostočasnih aktivnostih in če vemo, da se nekdo tako že s tem ukvarja, potem to vsekakor spodbudimo. Je pa tudi dostikrat recimo v procesu zdravljenja pišemo tudi pisma o anoreksiji, kar jaz mislim, da je zelo, ima kar velik pomen, predvsem v tem, glede to, da se oseba loči, kaj je ona sama, kaj pa je anoreksija. In v bistvu s tem, ko damo besede na papir, se malo lažje distanciramo, lažje postanemo kritični do te bolezni, zavzamemo eno distanco, eno razdaljo, lažje smo kritični, pogledamo nase z ene daljave in lažje tudi pogledamo nase razmišljanje in tudi kritično malo premislimo, ali ta bolezen meni res hoče dobro in tako, jaz mislim, da ima to en velik pomen. Kako pa danes, ko že kar nekaj časa minilo od vajne preizkušnje, gledate nanjo? Mogoče Polona, če bi začnete. Ja, kot sem že omenila, zame je to res že velik let. Preteklo je že veliko let in od izdaje knjige so 3 leta in potem od same bolezni, tako da vsako leto se nekaj naučiš, rasteš, se razvijaš in gledaš tudi na bolezen vedno bolj, ne vem, z eno distanco in hkrati kritičnostjo in tudi drugače dojemaš vse to, kaj se ti je zgodilo. Danes jemljem to kot en blagoslov. Danes jemljem to kot nekaj, kar je bilo nujno potrebno, da sem to, kar sem danes. Ne vem, dati neko globino, dati neko širino, bolj se spoznaš, bolj razumeš, zakaj je bila potrebna ena stiska, da si prišel do te točke, kjer si. Tako da ja, ena hvaležnost ostaja. To je na to, kar ostane na koncu, ne? Vas lahko v tem prosim še za to pesem o preizkušnjah, ki ste jo pa napisali, torej ni del zbirke, ne? To lahko povemo, bila napisana kasneje. Ja, še neka večja distanca kot je v knjigi. O preizkušnjah. Anoreksija je hkratno prekletstvo in blagoslov. Zdi se mi, da so vse preizkušnje takšne. Brez njih ne ustvarimo knjige. Ne razgalimo se pred ljudmi, ki nas vidijo prej v luči nezmotljive osebe. Z besedo anoreksija se spremeni njihovo mnenje o tvojem telesu. Vplivati na to se verjetno ne da. Obdaja nas kultura ocenjevanja zunanjih podob. Morda je ta del tisto prekletstvo, v katerega si uječe po koncu bolezni. Opazovan, ocenjen, obsojen. Vse zaradi skrbi, ki jo kodiramo v misel, ne zaupajo mi. Blagoslov anoreksije je nekaj povsem drugega. Mislim, da me ne bi nobena preizkušnja naučila toliko v življenju od tistega hipa pa vse do današnjega dne. Nekako si postala mirna, prizemljena, je izjavila prijateljica, ki pozna mojo zgodbo. Morda ima prav. 6 viharnih let bi štelo dovolj za vrnitev domov. V resnici se ne rodimo na zemlji, temveč le željo prispeti nanjo. Nekateri krmarijo vse do poslednjega dne. Svetilnika luč lahko zaslepi. Štejem si v čast. Moja plovba je bila ravno prav jasna. Dovolj močan je bil tok. Trenutek pred hudo uro je moje oko ugledalo kopno. Najlepša hvala, da ste delili z nami tudi to, kar sicer ni del zbirke. Eneja, vi pa v svojem zadnjem zapisu v dnevniku tudi posredujete eno zelo pozitivno sporočilo. Mogoče preden preberemo en izsek iz tega, pa vprašam še vas danes, ko se ozrete nazaj, kako gledate na samo bolezen, na to obdobje. Polona je omenila, da na nek način ga vidi kot blagoslov, kaj bi lahko rekli? Ja, jaz tudi dosti podobno razmišljam kot Polona. Verjetno, če ne bi šla čez to izkušnjo, preizkušnjo, mogoče ne bi bila tu, kar sem zdaj.
Mislim, ja, v življenju imaš vzpone, imaš padce. Pač pride obdobje, ker si ok, se počutiš v redu in pa pride obdobje, ker ne veš, kaj bi sam s sabo. Se mi zdi, da če ne bi šla čez anoreksijo, se mogoče ne bi znala tako soočati s problemami, ki jih zdaj doživljam. Definitivno ti da nek širši pogled na svet. Ful bolj cenim vsak trenutek, ki ga preživim, recimo s prijatelji in družino. Nasploh ful bolj cenim trenutke, kadar sem srečna, kadar lahko delam stvari, ki so mi bile med boleznijo onemogočene. Recimo pač to, da lahko zdaj jaham, da lahko tečem, da lahko športam. To mi je bilo pač prej onemogočeno, zaradi tega, ker pač sem imela prenizko težo, ampak ja, definitivno bi lahko rekla, da je bila to dobra izkušnja, čeprav je prinesla tudi ful slabih stvari. Se mi zdi, da je iz vsake izkušnje je fajn, da potegneš nekaj dobrega in da vidiš tudi ne samo negativnih stvari, ampak tudi pozitivne. Bi torej lahko prosila še za ta odlomek, pravzaprav čisto zadnji, izsek iz čisto zadnjega vašega dnevniškega zapisa. Zdaj si lahko rečem, da sem anoreksijo premagala, čeprav še vedno obiskujem svojo psihiatrinjo ter psihologinjo. Z jemanjem zdravil pa sem pred kratkim prenehala. Pošast me ne bo premagala, ker sedaj obvladujem svoje misli in telo. Skratka, nič več me ne bo ustavilo, saj nadzorujem celotno težo svojega življenja. Ko pomislim, kaj vse sem morala prestati, da sem prišla do tega spoznanja, me kar malo stisne. Ampak vse se zgodi z razlogom in prepričana sem, da je bilo tudi pri meni tako. Ravno zato zdaj na to gledam z druge perspektive, ker je to del moje preteklosti, ki ne bo zaznamovala moje sedajnosti in ne moje prihodnosti. Kam me bo sedaj vodila pot mojega življenja, ne vem. Vem le to, da me ne bo več spremljala pošast. September bo zame začetek novega poglavja v mojem življenju. Ponosno in še bolj samozavestno bom šla v srednjo šolo ter se poskušala čim manj obremenjevati z ocenami in tem, kaj mislijo drugi o meni. Res ni pomembno, kaj si ljudje oko mislijo. Važno je, da si zdrav ter da vsak trenutek živiš na polno. Najlepša hvala. To se mi zdi tak lep pozitiven zaključek tega našega pogovora. Seveda pa bi želela dati besedo še našim obiskovalcem. Mogoče kako vprašanje za današnje tri gostje? Mislim, nimam prav posebej vprašanje, ker ste v bistvu veliko povedali, pa tudi ene knjige še nisem prebrala, tvoja pa že Polona. In sicer bi rada sem izrazila mogoče eno veliko občudovanje, pa hvaležnost za pogum, da ste o tem spregovorili. Jaz imam tudi za sabo anoreksijo, v bistvu 15 let tega. In ko sem bila toliko stara, kot ste, mislim, zdaj ste že starejši, no, zbolela sem pri 15 in se to v bistvu vleklo potem 15 let, torej pol življenja mojega sem živela s to kolegico. In tudi jaz sem ji ful hvaležna, mislim, tudi da je zdaj odšla, to je super. Ampak, če bi takrat pri tistih letih tako odprto o tem spregovorila, bi verjetno tudi hitreje se pozdravila. In šele ko sem začela tako odprto o tem govoriti in ko se je skupnost zavedala, da to je problem ne samo moj, ampak potem kasneje tudi problem v bistvu tega ustroja, deloholizma in tako naprej, ki te še bolj spodbuja to bolezen, bi to verjetno hitrejš se popravilo. Tako da se mi zdi, da kljub vsemu, da živimo v času, kjer tabuji odpadajo, ampak da so motnje hranjenja za veliko večino ljudi še vedno
zelo neprijetna tema, no? Oziroma pač težko je pristopiti do človeka, ki ima te probleme. In nam to seveda paše, ko smo bolni, ne? Ampak se mi pa zdi, da ta zavest bi lahko bila večja. No? Jaz sem dejansko vstopila v psihoterapijo šele na akademiji, ko je profesor, ki se je ukvarjal s psihodramo zaradi teatra, ampak je pač to posledično povezano z vstopom v razumevanje psihoterapije, mi je kar postavil pogoja. Ne? Če ne boš šla, ne boš delala Shakespearea in pač mi je vsem bilo to pomembno. Ampak dokler nisem bila na taki meji, da je bilo pač pod vprašanje moje zdravje, kar je bilo pa ravno takrat, ko je tvoja knjiga išla, se je pač zgodilo par stvari, ki so pripeljale nazaj v ta cikel. Sem pa vstopila v bolj aktiven program. Sicer nisem hotela takrat iti na center, malo sem zamudila, vi niste iz oddelka, ne, za motnje hranjenja. S pediatrične, ne. No, jaz bi morala tja, ampak je bila ta korona, pol pa sem nekako rekla, da bom rajši, nisem hotela biti zaprta na 24/7, ker takrat nisi smel nikamor ven. No, tako da res mislim, svaka čast, da o tem že tako mladi govorite. In upam, da bo veliko ljudi to knjigi brali in sam pogumno naprej. No. Vedno nekje ostane ta prijateljca, tako da pa je čisto okej, no, včasih, če je, ker opozarja na neke pomembne stvari. Hvala vama. Mogoče še kakšno vprašanje ali misel? Potem bi se vam tudi jaz iskreno zahvalila. Zares vaju občudujem, da je v vama toliko poguma, da ste prvič to zapisali, potem pa, da ste pripravljeni še o tem govoriti. Skratka, nekako prispevati k temu, da tema ne bi bila več tak tabu. Vsem zelo priporočam branje obeh knjig, tako dnevnika kot pesniške zbirke. In ponovno lepa hvala, če bi kdo želel, lahko tudi pride svoj izvod podpisati. Avtorici boste še nekaj časa tukaj. Drugače pa se vsem iskreno zahvaljujem za obisk, za sodelovanje in želim vsem še naprej lep dan. Lepa hvala najprej za vaše pričevanje, preden se k sem vam obrnem. Približno, kako je izgledala, bom najprej povedala moja zgodba s Polono. Ne? Mislim, da je bil to v vsej zgodovini slovenskega založništva najhitrejša odločitev za izdajo knjige. Bilo enega popoldneva, vem, da bi že morala iti domov, ko prileti Polon in mail na uredništvo, tako kot pač vsi rokopisi. Zmeraj hiter odprem, da vem, zakaj gre, da si prihranim za kasnejše branje, ampak to njeno poezijo sem prebrala na mah do konca. Solze so mi lile, Eneja, solze so nekaj najbolj dragocenega, kar imamo v sebi. Naj te tega nikoli ne bo strah ali sram in prav posebej sem želela to izpostaviti, zato da se ti ne bi danes slabo počutila. Ker takrat sem tudi jaz jokala kot dež in me nič ni sram tega povedati. Ne? In to velikokrat rečemo za knjige, ne, da so najlepše darilo, ampak knjiga je tudi ena taka pomembna deljena izkušnja. Ne? Vsi, ki neko knjigo preberemo, smo neko življenje skupaj preživeli, tudi če se ne poznamo. Ne? In tako kot je bila takoj moj odgovor Poloni, ja, knjigo želim izdati, ne glede na kakršnakoli, ne vem, estetska, literarna, kakršnakoli vprašanja, ne, sva se pogovarjali, Polona študirala slovenistiko, ne, pa nikaj dosti ločil, pa velikih začetnic upoštevanih njen, ne. Sploh ni to tisto, kar je pomembno, ne, je izpovednost, ki se res dotakne srca in mislim, da tako kot enejni dnevniški zapisi, ko sem jih dobila, sem rekla, kaj lepšega staršem, ki se včasih srečajo, ne, a je kaj narobe, kako otroka razumeti, ne, zakaj otrok ni zadovoljen sam s sabo, taki lepi punci, taki krasni punci, ne, pa je toliko stisk za njima, ne. Dejansko se vprašaš, ne, kje je naša odgovornost, ne, nas kot družbe, zakaj, kako funkcioniramo, da mlado dekle lahko začuti tako stisko, zakaj se ne čuti dovolj sprejeto, ne, mislim, da je to predvsem tisto, kar knjige prinašajo, en globok uvid, uživljanje
mladega dekleta ali skozi poezijo ali skozi te dnevniške zapiske. Predvsem pa mislim, da res en bogat razmislek vsem nam, ki se s komerkoli srečamo, ki ima take težave, ali pa tudi, če se z njimi ne srečamo, kje kot družba smo, kaj je tisto, kar v življenju res šteje in kar je pomembno. Tako da res obema iskrena hvala, to, da sta deklet, ki trpijo za to boleznjo, ali pa nasploh mladih je zelo veliko slišimo, ne? Takih, ki bi si upali to izkušnjo izpisati in dati med ljudi, to je pa en velik talent, nekaj zelo posebnega in res lepa hvala za to v imenu vseh, ki jim je to že in jim še bo zelo pomagalo. Iskrene čestitke in ostanite pogumni. Jaz sem rekla in hvala za založbi, ki je prepoznala to vrednost, ki je pač to izdalo, in samoumevno, če ne teh knjig ne bi. Hvala.